Gledate oddajo Klepet ob kavi. Takole novo leto smo zaštartali in kar nekaj vraževerje takih in drugačnih, boj da ne bi bil zelo slab znak, če se razbije ogledalo. To ne bi prineslo 7-letne sreče, ampak jaz mislim, da se za to ni kaj dosti zasekirati. Je za zamenjati ogledalo, to definitivno. Je pa bolj zanimivo obdobje Sade Sati, ki pa res traja 7 let in pol. In ta Sade Sati in tako naprej to dejansko razumejo, obdelujejo in ti povedo tisti, ki obvladajo Džotiš. Džotiš je torej indijska astrologija, ki je bila včasih izjemno nasploh povezana z astronomijo in kasneje je to postalo nekaj bolj takega ezoteričnega. V časih daleč nazaj pa je bila torej ravno toliko priznana znanost kot astronomija in to so dejansko celo povezovali. No, letos, v letu 2020 tudi sama zaključujem Sade Sati. Odlična novica zame po 7 letih in pol, ki so bili polni vsega dogajanja takega in drugačnega. No, danes pa je v moji družbi Tina Orel, ki je ena izmed tistih, torej, nad vse priznana v Sloveniji za področje torej Džotiša in zaupala nam bo, kaj se bo kaj letos dogajalo. Pozdravljena, dobrodošla, Tina. Ja, čestitam, ne? V letu 2020 si stopila z uresničeno življenjsko željo, v bistvu, ne? Ja, res je. Boš povedala, kaj je bilo to? Veš, da nas zanima. Mislim, da vsaka punčka globoko vse sanja o tem. No, jaz definitivno. Ja, po 20 let, jaz sem 20 let sanjala, da si bom tu uspela uresničiti in mi je uspelo, kupila sem si konja. Bravo, evo, super. Ne zagledati, dejansko tudi zaježava, ne? Ja, pač, da je prav moj, ne da grem nekam in da ni moj, kapol je drugače, zdaj ta je prav moj in čist druga energija, no. Pač meni se na momente zdi, da še sanjam, ker je res taka želja močno obrnela noter toliko let, da moram kar fajn se prizemljiti, ne, res je tukaj, res je moj. Velikokrat ljudem, ki jim delaš natalno karto, tudi poveš recimo za žival. Recimo pri meni je tudi konj, pa sem že celo življenje na nek način povezana s konji, pa vidim, da mi dajo nekaj in ko si mi to povedala, ko si delala v bistvu analizo, sem bila ja, se je res konji dejansko so. Se pravi, to se vidi tudi v natalni karti. Ja, Venera je prav povezana z konjem. To je planet, ko vlada biku in tehnici. Zdaj, tisti, ko so po Džotišu bik, in pol je spet odvisno, ki je ta Venera postavljena in kako je postavljena. Če je v svojem znamenju, tako da je v kakšni tehnici, mislim, da je pač dobro postavljena, bo sigurno želja po konju. Če pa nekdo ni nikoli še srečal konja, mu pa potem jaz povem, da naj gre in da naj samo se igra, naj se igra, pač naj vzame tukaj eno igro in naj poskuša, kaj mu bo srce zraven reklo, ko bi... Energija je ta prava, ne? Zato, sam če ti nikoli nisi probal, ne moraš vedeti. Zdaj, kakšna Marsom bi bilo bolj povezan, kakšen bolj adrenalinski šport. Mogoče tudi ne s živaljo. Lahko bolj kakšni samostojni športi, ki so, ne vem, smučanje varianta, ki si sam, ne, tam fokus, ko Mars je usmerjen v cilj. In gre tudi preko trupel. Venera ne bi šla preko trupel, zato je pa ta povezava živaljo super. Tudi tekmujejo s konjem in moraš iti in želiš zmagati, ne, na koncu. Ampak ti moraš v bistvu v dvoje to doseči. Da ti energijo konja čutiš in točno veš in mu daš znak, da bo, ne vem, preskočil oviro ali pa dresuro, ko delaš, ne, dresura je prav tisto, kakor balet, ne, pri plesu. Moraš točno naučiti konja, kaj bo on naredil, kadar ti želiš. Ne na silo, na lep način. Da sodelujeta. Ja, da sodelujeta in tu je ta energija sodelovanja je Veneri zelo blizu. Kako pa vemo, če imamo Venero noter, že to po tem sončnem znamenju, po tem našem horoskopu, to nič ne? Ne, po Džotišu se tu ve. Najbolj na hitro bi bilo tako, da če se ve, da po zahodni, ki je podznak, je potem eno znamenje nazaj. Recimo, ampak ni še tu 100%. Ni še 100%? Ne, zdaj, če ima nekdo podznak tehnico, v zahodni bo potem lahko po Džotišu bil devica. Podznak, ne, devica, ampak spet, ki je Venera, se pa ne ve, ne. Tu treba videti pol natalno karto. Ok. In tukaj pa ti potem
to pogledaš nazaj in naprej in vse možno. Leto 2020 se je začelo, to je moje leto, sem se odločila leto, ko dejansko zaključim tudi svoje obdobje Sade Sati in zanimivo, da ravno v teh dneh imam tudi potem rok in tak naprej in vse te zadeve. Zdaj pa, to je nekaj, kar je vezano name, na mojo natalno karto, ti imaš pa danes informacije, ki so vezane dejansko kolektivno. Ja, čisto samo za to leto, par datumov, tako da se recimo kdaj bo retrograden Merkur, kakšne stvari bodo še. Lahko imam veselo novico, lahko takoj povem, da leto 20 bo lažje, kot je bilo leto 19. Leto tudi novih priložnostih, novih začetkov, da se gre iz tone obdobja ven. Tisti, ki so zdaj čakali, tako da bi jih enega lastika vlekla nazaj, zdaj točno prav po 24.1. Saturn po 2 letih gre iz Strelca v Kozoroga. Saturn na Kozorogu je pa v svojem znamenju, tle se on dobro počuti. In bodo te ljudje, ki so zdaj imeli občutek, da jih nazaj nekaj vleče, končno lahko prišli iz cone obdobja ven. In bodo lahko neke stvari zmanifestirali, ki jih do zdaj niso, pa če si jih vprašal, niti niso znali povedati, zakaj. Imeli so vse možnosti, ampak se niso zgodile. Zdaj, ker bo ta Saturn prišel v Kozoroga, bo večja podpora. Bravissimo! Super. Ja, in Saturn, pač 2 leti rabi Saturn, da iz ene hiše gre v drugo. Tu je planet, ki se najbolj počasi giblje. In ker se toliko časa giblje, to je kot da bi 2 leti bil z nami živel še neka tretja oseba. In nam pusti sled, ne moramo mi reči, če je nekdo z nami v isti hiši 2 leti, da ni pustil, mislim, nekaj, ali se navežeš na nekoga, nekaj sigurno se probaš spoprijateljiti s tem človekom, če pa res ne moreš, da je res težko, kakšni kar zadihajo potem, ker se po 2 letih premakne, recimo, kot da bi šel v sosedno ali pa sosedno hišo, zraven. Kakšnim je fajn, kakšnim pa ni fajn, tako da tu treba spet na karto videti, ampak na splošno, kolektivno bo pa bolj v redu, se lepše počuti Saturn v Kozorogu. Ok, zdaj, vsak planet ima neke take svoje karakteristike, značilnosti pa tak naprej. In tega Saturna velikokrat omenjamo, velikokrat se ga ljudje bojijo ravno zaradi tega obdobja tudi Sade Sati, to je tudi individualno, ti poveš, kdaj pa... Kakšen je Saturn, kaj je tako značilno za Saturn, s čim Saturn povezujejo, da je tak... Ja, zato, ker mi se bojimo neznanih stvari. Ja. Saturn bi bila tema, tudi po temi nas je strah, recimo. Ampak to je težko razložiti, ker mi... A je razdiralen, je tak borilen? On je učitelj, on nas hoče naučiti nekaj, ampak če mi ne želimo se naučiti, nas bo na trdo. Ja, nam je težko potem, Bolj, ko se opiramo, slabše bo bilo. On nam hoče odpreti oči, da včasih ne gre na silo. Da ne rabiš 10 hiš za to, da si srečen. Ti imaš lahko milijone na banki. Samo tu ni zagotovilo, da boš bil srečen. In da boš bil potem lahko vesel. Tu nam hoče on sporočiti. Sam zdaj vprašanje, ki smo pa mi, Tu je pač vsak posameznik mora delati na sebi, na svoji vibraciji in da sam vidi, kaj želi v življenju. In tam, kamor mu srce zapoje, tam naj ostane in tam naj se zadrži malo več časa, ker tudi to leto 2020 je prav usmerjeno na to smer, da kamor duša zapoje, tam posveči pozornost. Ok, se pravi dobra podpora, da začnemo slediti svojemu življenjskemu poslanstvu. Ja, tu in srčni želji in srčnim stvarem, ja. Ok. Je pa verjetno še vse glih tukaj, da lahko naredimo večje prelomnice, praviš, nove začetke, se pravi, potem take bi bilo to leto novih začetkov v tem smislu, da tudi, ne vem, pustimo službo, pa gremo nekaj čez druga delati. Tudi, recimo, december 19 je bil tak, da je bilo kar dosti razhodov, službe so se menjavale, ker je letos je bil tako, lani, 2019 je bil tako, ta december kar težek, tudi ljudje, ki pridejo k meni, mi povejo, ful je bil težek, res tako energetsko so bili taki neki rukerji, da so težko tudi s posle ostali. Zdaj, ampak tu je šlo mimo na srečo, smo preživeli, zdaj smo tukaj in lahko zadihamo in gremo lepo z dvignjeno glavo naprej, ker v bistvu tej planeti
mi se jih ne smemo bati, ne, kar si prej rekla, ne smemo se jih bati, oni so samo naši učitelji. Mi smo tisti, ki držimo vajeti življenja v svojih rokah in če vemo, ki imamo neke planete postavljene, potem vemo, ali bomo šli levo ali bomo šli desno. Se lažje odločimo. Ja, torej vsakemu posamezniku ti pogledaš neke tranzite, ki jih ima v tem letu in tako naprej. Kaj pa lahko zdaj poveš tale trenutek za vse, ki naj tale trenutek spremljajo, torej za vse gledalce, kaj bo pa veljalo za vse nas in je prav, da to vemo? Ja, zdaj začetek leta se začne Mars in Venera bosta skupaj, tako da tu je okej. 28.1. se tu začne in potem še tudi Saturn pride v Kozoroga, tu sem že povedala. Tako da tu sta dva plusa. Omenila bi, ker dosti ljudi me tudi sprašuje, kdaj bo retrograden Merkur. Tu bi omenila, ne, imam tudi datume napisane, ker sem tu šla malo računati. 17.2. do 10.3. je prvo obdobje. Kaj nam govori retrograden Merkur? Da treba paziti pri komunikaciji. Pol drugo obdobje 18.6., 13.7. in tretje obdobje 14.10., 4.11. Tukaj bi bilo samo pozor pri komunikaciji, ker bodo lahko besede bile napačno razumljene. Tu. Zdaj, dosti je še takih mičkenih stvari, ampak tu je res bolj pol za... To je treba vedeti, to je torej osnova. Tu je osnova, ja. Kdaj so prihajajoči tvoji dogodki? Kdaj boš te ženske kroge, pa to, kar si zdaj začela, tudi to imajo ženske tukaj radeno, tudi moški sicer. Ja, ampak videla sem, da imajo ženske rade to povezovanje. Da lahko povejo, kaj jih muči, kaj jih ne muči. Če ne drugega, da se samo družimo med sabo. Tako da jaz imam zdaj januarja 2 seminarja, spet osnovni nadaljevalni seminar in tudi ženski krog. Se pravi, ženski krog je 24. kakor sem videla, pa 31. Tu je prek online, tako da se lahko vsak preko računalnika, ni treba priti nikamor. Kjerkoli so, lahko dejansko pridejo. Kaj je to preko tintaj.si? Tu naj me pokličejo ali pa ne pišejo na mail, ker ni nič napisano. Ker tu sem čisto dodatno dala dodatne termine, ker pač je bilo popraševanje. Kaj pa Jyotish seminar? 23.1. in 30.1. Ok, super. Tu sta tudi 2 dneva, ker sem malo gledala, da bosta bolj ugodna. Prazniki so šli mimo že. Tako da ni... Pa tudi, če se spomnim, lani sem ga imela. 24.1. je bil super. Prvi seminar sem imela lani, 24.1., ker jaz sem že lani šla iz cone obdobja, recimo. Pa nisem vedela, tiskrat nisem še gledala, kaj bo leto 2020. Ampak zdaj vidim, da super, ker zdaj mi še bolj podpira, ker bo sploh Saturn, ko bo šel v Kozoroga, bo ful fajn. Zdaj je pa kje? Kje je zdaj Saturn? Saturn je zdaj v Strelcu. V Strelcu? Ja, Strelec je tudi super znamenje, ni nič narobe, ampak energija Saturna in Strelca so si različne. In včasih pol smo bili, kakor da bi imeli nogo hkrati na gasu in bremzi. Saturn je tisti, ki nas vleče nazaj, Strelec, ko je pa ognjeno znamenje, nas je pa hotelo ven peljati, ven, pejdi med ljudmi, dej povej, kaj misliš, pejdi, učitelji recimo imajo močnega Jupitra, ampak kadar ljudje, ko imajo močnega Jupitra, kadar imajo Saturna nad njimi, se ne počutijo okej. Jih kot da bi nazaj jih nekaj vleklo. Ampak če ti tu veš, recimo, jaz tu vsakemu povem, gledaj, če ti veš, da imaš ful lepo karto, da te podpira, sam trenutno je tako obdobje, boš malo počakal, tudi za seminarjem, če imaš kakšen pomemben seminar, ali pa boš šel, ampak boš vedel, dobro, lahko se bom tako počutil, ma bom tu speljal. In pol na konci ne boš razočaran, ker tu je smisel teh ved, tudi Jyotisha, ker tudi ta stavek je meni ful dobro, tisto, čemur posvečaš pozornost, raste. In tu smeri bolj opažam, da je res. Vsi smo eno, vse je ena energija in tudi treba bolj videti, kaj se nam od zunaj v 3D zmanifestira. Ja, kakšni rečejo, zdaj, če se z duhovnostjo ukvarjaš, pa nima veze denar, nima veze fizično telo, nima veze nič. Dejansko se to je del tega, ne? Seveda, ja, tu je vse povezano. In jaz sem prepričana, da sploh niti ni slabe karte, kakšni se bojijo, kaj imajo.
Jaz sem prepričana, da so slabše in boljše, ampak vse se da preseči in nič često, zato da potem mi lepše živimo. So obdobja, ko so težka, normalno, ne? So težka in so lepša obdobja v življenju, ker nimamo linearne premice, pač življenje gre tako. Ampak če mi vemo, tudi jaz, ne, če pogledam jaz zdaj mene, jaz imam trenutno najslabše obdobje, kar bi gledali po karti. Ja. Vse možne imam v tranzitu v 8. hiši, ampak jaz vem, da je tu zame dobro za transformacijo. In jaz se ful dobro počutim. In mi vse evo, in še moja srčna želja se je uresničila, da sem konja nabavila. Ker nisem lani niti pomislila, ne? Lani, če bi ti mene vprašala, da sem kupila konja, bi rekla, ni šans, ne bom ga. Razen če, sploh ni bilo še v moji realnosti tu. Ker sem imela druge fokus, ne? Potem, ko sem pa začela razmišljati, kaj si želim, kje je moja srčna želja. Pol tudi leto 19 je bilo naredi inventuro. Jaz sem pol tu naredila, ne? In je bilo, kadarkoli sem tu obračala, vse je prišla ta želja po konju. In pol moraš pa malo te programe dati stran, ne? Konj je drag, konja si ne moram privoščiti, tu ne boš imela časa za njega. Tu je brez veze, ker če si nekaj ti želiš, če ne probaš, ne moreš vedeti. In tu pravi Jyotish, ne? Če boš ti tisto, čemur posvečaš pozornost, raste. Če bi jaz bila pri tistmu, da je drag, bi tam ostala, ne? Jaz sem pa tu obrnila in sem rekla, kolikor bom lahko bom, če ne bom mogla, bom iskala drugo rešitev. Tako, in tukaj radosti ti dejansko to da imaš tukaj več navdiha za delo in za ustvarjanje in za kreiranje, da na koncu je v bistvu to samo investicija še zate, zato da se še razširiš, dobiš še druge ideje. Točno tu, ja. In vse točno tu, ne, in če mi sledimo, ki nam srce zapoje, ki nam duša zaigra, so stvari tako potekajo. Vse se uredi. Je ful fajn. Zdaj, še nekaj sem imela še napisano. Tu je, ugodno leto za spremembe, tudi za ustvarjalnost je super. Edino, kar bi jaz še omenila, je samo 3.2. Do 29.2., tu je zdaj naslednji mesec, je Venera egzaltirana in je ful dobro obdobje za ljubezen. Lepo. Tako da tu mi je bilo ful tako zanimivo. Pa glih Valentinovo bo vmes zapakirano. No, evo, vidiš, vse bo, tako da je super. Tako da tudi ta, ko bo malo vmes, že ta retrograden Merkur, li 2 dni, ne, mislim, enih 10 dni, bo vmes še ta Merkur, bo vsaj ljubezen, bo spet en plus. Tako da letos imamo, dosti je izzivov, dosti bo takih rukrčkov, ampak bo na drugi strani več plusov, no. Bolj, kadar celo karto preštudiraš in pogledaš, je dosti na koncu teh omiljenih situacij, tako da na koncu bo vseeno ful lažje, kot je bilo leto 2019. Zdaj, ko pa niso še naredili inventure in da res niso stopili naprej in bo lahko težje. Ampak jaz jim svetujem vsem, naj poskusijo. Tudi če pademo, se poberemo. Ja. In če ne probamo, ne moramo vedeti. Sam tole mi še povej, tale osnovni pa nadaljevalni Jyotish seminar, ne? To ni za une ljudi, ki bi sam radi vedeli te informacije, kdaj imajo sadesati, kakšne bojo tranziti in tako naprej. Oni imajo pač individualno svetovanje s tabo. Kaj pa ti na seminarju? Te pa se dejansko učijo to gledati? Prav pogledamo karto in povem, ki se tudi na računalniku tu lahko pogleda. Jaz jim prinesem njihove karte zrisane in poli gremo po vrsti. 1. hiša, 2. hiša, 3., 4., 5., vse povemo. Seminar traja od 10. do 17. In ponavadi vmes niti jesti nečejo iti. Jaz rečem, ne, zdaj pa gremo jesti, ko je zadosti. Ja, odlično, super. Hvala za tole in evo, dobre novice, povejte sosedom, povejte svoji mami, povejte svojim sodelavcem. Leto 2020 bo fantastično, fantastično. Zato ga dajmo izkoristiti za nove začetke, nove priložnosti, podporo energijo imamo in vsekakor je lažje iti v življenju naprej, kadar imaš veter v hrbet, kot pa v prsa.